Lepo pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, kjer si bomo skupaj ogledali, kaj vse se je v preteklih dneh zgodilo zanimivega, seveda v svetu Formule 1. Verjetno si marsikdo izmed vas misli, da v tem decembrskem času ni kakšnih posebnih novic sveta Formule 1, ki bi v resnici potrebovala nek dodaten osebni komentar. A videli bomo, da tokrat imamo 4 običajne sklope in v tem uvodu bomo na hitro obdelali še 5. Namreč pred nekaj urami smo lahko na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com prebrali, da se Red Bull meni s Fordom kot pokroviteljem za njihove bodoče pogonske sklope, ampak gre za govorice in tu je še neko veliko vprašanje, kdo bo sestavil električno-hibridni del. Namreč pri Red Bullu bodo sposobni napraviti samo tisti motor z notranjim izgorevanjem. Ampak, kot sem vam povedal, gre za govorice, zadeva je še izjemno sveža in v naslednjih tednih bomo imeli kar nekaj priložnosti, da bomo izvedeli še kaj več. Kot sem vam že omenil, tudi tokrat 4 ločeni sklopi in ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih originalih, boste dobili vse bližnjice, kot običajno navedene v opisu, tudi bližnjico do prej citiranega članka. Ampak, kot ste razumeli, kljub temu, da je december, imamo kar nekaj materiala, zato da ne bomo predolgi, je najbolje, da se lotimo s prvo temo. V našem prvem sklopu se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 12. decembra na spletnem portalu GP Blog. Pri ekipi Haas so opravili s crash testom. Njihova šasija je pač prestala vse preizkuse in lahko mirno nadaljujejo z razvojem. Če se spomnite, pred nekaj dnevi smo prav v posebnem prispevku govorili o tem, ali sploh obstaja nek zimski premor. In tam sem navedel, da približno med 15. decembrom in 15. januarjem ekipe opravijo s crash testom. Pri ekipi Haas so bili nekaj dni hitrejši, ampak razumeti moramo, da ekipa kot je Haas bi lahko celo imela kakšne težave pri crash testu. Zato so za prvim poizkusom bili malce bolj zgodni, samo v primeru, če bi bilo potrebno vajo ponoviti. A zopet dokaz, da zadeve v Formuli 1 napredujejo, ne glede na letni čas in morebitne praznike. Toliko o tem, pojdimo raje k našem drugem sklopu. Tema našega drugega sklopa bo odhod Andreasa Seidla iz ekipe McLaren. O tem smo bežno že govorili v posebnem prispevku, ampak tokrat se bomo ustavili pri okoliščinah tega odhoda. Namreč na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com smo lahko 13.12. prebrali nekaj, kar v bistvu ni presenečenje. Namreč planirano je bilo, da Andreas Seidl bi odšel dobesedno k Audiju, ko bo ta prispel uradno v svet Formule 1. Imel je pogodbo z McLarenom do konca sezone 2025. A izgleda, da odhod Frederika Vasserja je ta proces pospešil. Kot smo lahko brali prav tako 13.12., ampak na spletni strani Race Fans, se je glavni odgovorni pri McLarenu vzdržal uporabe tako usovraženega gardening leava in je Seidlu omogočil, da bo takoj nastopil pri ekipi Sauber.
In treba je razumeti še nekaj, pravi v teh dneh. Jacques Brown je povedal nekaj, kar je zanimivega. Govorim o članku, ki je bil objavljen 12. decembra na angleški verziji, glavnem portalu motorsport.com. Namreč Jacques Brown še zmeraj trdi, da je bila prekoračitev proračuna strani ekipe Red Bull sleparjenje in da stoji za temi besedami. Nekako jim vrača v bistvu tisto, kar so naredili, ko so Jamesa Kaya hoteli malce predčasno dobiti iz skuderije takrat Toro Rosso. Namreč James Kay je moral kar nekaj mesecev prebiti na prisilnem dopustu, preden se je pridružil McLarenu. In to pomeni, da so si pri sferi Red Bulla nekako ustvarili izjemno močnega nasprotnika. In tu bi lahko razmišljali še v drugi smeri, ker je Jacques Brown nekako dovolil odhod Seidla, si je ustvaril zavezništvo pri Audiju. Bodo mogoče pri McLarenu v sezoni 2026 uporabljali Audijeve pogonske sklope? Ne vemo. A nekaj je zagotovo res. Pri Mercedesu so samo in edino stranka, zato taka menjava ne bi bila nikakšno presenečenje. Vse je odvisno od seveda tehničnega potenciala, ki ga bo ta novi dobavitelj pokazal v naslednjih letih. A o tem seveda kdaj drugič. Pojdimo rajše naprej. V našem tretjem sklopu se bomo pa ukvarjali z rahlo neobičajno temo. Namreč ogledali si bomo objave ekip, kjer v zadnjih urah ni prišlo do kakšnih kadrovskih sprememb. Prav ste razumeli, ni bilo sprememb. In kaj je tu tako zanimivega? No, kot nam poroča članek, ki je bil objavljen na spletni strani italijanske revije Autosprint 13. decembra, imajo odgovorni za stike z javnostjo pri nekaterih ekipah izjemno dober občutek za sarkazem. Naprimer pri tovarniški ekipi Mercedesa. Tam so na družbenem omrežju Twitter objavili, da pri njih se v resnici ni spremenilo nič, kar se tiče vodilnega kadra. Zato nam dobesedno poklanjajo še novo fotografijo Tota Wolffa. A menim, da so bolje opravili pri ekipi Alpine. Tam so objavili fotografijo njihovega glavnega odgovornega Otmarja Szafnauerja in tekst je bil izjemno pojemljiv. Namreč njegov izraz na obrazu je tisti, ko je ugotovil, da kljub temu, da je samo 9 mesecev pri ekipi Alpine, je sedaj na 5. mestu med tistimi, ki so obdržali svoj položaj in seveda to pomeni, da v svetu Formule 1 je kariera tistih glavnih odgovornih lahko tudi izjemno kratka. A kar so nam hoteli povedati pri določenih ekipah Formule 1 je verjetno naslednje. Namreč mnogokrat razni avtorji, razni pisci, razni poročevalci določene novice malce napihnejo in iz zadev, ki so malodane pričakovane in vsakdanje, naredijo zgodbo, ki izgleda na prvi trenutek šokantno in dramatično, čeprav v resnici ni. A to je Formula 1, kjer nekateri pomanjkanje argumentov skušajo nadomestiti tudi s tem. A pojdimo še na naš zadnji sklop. Za naš zadnji sklop pa malce bolj resna tema. Kot smo lahko brali na spletnem portalu RaceFans 14. decembra, se upravljavci proge v Montmeloju menijo svijo, da bi lahko konfiguracijo tudi malce spremenili oziroma dodali novo varianto. Razumeti moramo,
da razne proge svetovnega prvenstva Formule 1 imajo lahko različne konfiguracije, različne poteke ovinkov, kot smo lahko videli na progi v Shakirju. In tu v Španiji so leta 2007 dodali na koncu kroga šikano. A sedaj so mnogi začeli ugotavljati, da ta šikana bi lahko bila tudi nepotrebna. Zato se trudijo homologirati drugo varianto brez šikane, katera bi lahko bila v prihodnosti tudi tista, na kateri bomo gledali dirke svetovnega prvenstva Formule 1. Vidimo lahko, da na progi v Barceloni se hočejo nekako vrniti v preteklost in v bistvu nekako za bolide Formule 1 vzpostaviti hitrejšo varianto na progi. A to je seveda tudi zadnji komentar tistih novic, ki so mene pritegnila k branju v zadnjih dneh. Tokrat 50-tič v letu 2022. Ne preostane mi drugega, kot da se zahvalim za vašo pozornost in vam želim lep dan še naprej.